daleč od tega, da je idealna, je boljša, kot je bila trenutno, ne vemo, kaj bo jutri, da se nam ne bi zgodilo, da bi morali zaradi okužb po športu se vrniti v stanje, ki smo ga imeli prej, na individualno vadbo, brez recimo vodene vadbe in podobno, No, zato je tudi namen tega našega srečanja, da predstavimo glavne novosti odloka, ki začne jutri veljati, in pa tudi na kakšen varen način naj bi ta vadba potekala. Kolegi iz Fakultete za šport so v sodelovanju z ministrstvom in pa z Olimpijskim komitejem pripravili tudi video, ki bo zelo nazorno pokazal, kakšna naj bi bila ta vadba, na kaj je treba paziti, ker včasih slika pove veliko več kot 1000 besed. Zato verjamemo, da bo to dobrodošel pripomoček za vse udeležence v tem rekreativnem športu. Kajti ne samo danes vsi, ki smo tukaj zbrani, ampak tudi vsak posameznik mora biti deležen teh vsebin v prihodnjih dneh, če želimo, da bomo na varen način se ukvarjali s športom. Se pravi, da je potrebno tisti, ki vodite različna društva, rekreativna društva, da bo to prišlo do vsakega strokovnega delavca, ki bo vodil neko vadbeno enoto, da bomo vsi pripravljeni na to, da bo šport potekal skladno z vsemi navodili, ki jih daje, ki jih priporoča NIJZ, športna stroka, in pa seveda skladno tudi z odloki. Tako da jaz verjamem, da smo mi danes tukaj dopoldne zbrani, vsi res tisti, ki imamo radi šport, na tak lep dan, Valentinovo, ki je polno prijateljstva in upajmo tudi ljubezni do športa, da bomo kot en tak velik tim ponesli to vsebino potem po tem našem srečanju tudi do vseh najmanjših potej naše družbe, se pravi do vsake družine in pa seveda vsakega vadečega, da bo ta šport, ta rekreativna dejavnost tudi v prihodnjih dneh, tednih, mesecih varna in udobna za vse. Hvala lepa. Hvala vam, gospa Mojca Dupovna, kasneje se gotovo še slišimo. Sedaj pa višjega svetovalca Zvezdana Mikića sprašujem, kako bodo od jutri dalje dihali rekreativci? Hvala za vprašanje. Z veseljem bom predstavil osnovna vodila, smernice, s katerimi jaz se opravičujem, ampak kot kaže, bi potrebovalo dostop za deljenje predstavitve. Doktor Hadžič, mi boste vi? Super, hvala. Skratka, pripravili smo na direktoratu eno krajšo predstavitev, s katero želimo vse danes udeležene na tem posvetu seznaniti z novim odlokom, z novostmi v odloku in odgovoriti na vprašanja, ki smo jih do današnjega dneva in tudi danes že prejeli. Skratka, tako kot je generalna direktorica povedala, vlada je odlok sprejela 11. februarja, začel se bo uporabljati šele s ponedeljkom, 15. februarja. Zaradi tega, ker je vlada vezana na odločbo oziroma na usmeritev Ustavnega sodišča, je potrebno vsak odlok preverjati njegovo smotrnost in utemeljenost vsakih 7 dni, tako da ta odlok, ki se sicer začne uporabljati jutri, bo prenehal veljati 19. februarja, ampak glede na trenutno epidemiološko sliko in na kazalnike je pričakovati podaljšanje veljavnega odloka. In če se bomo vsi odgovorno ravnali tudi v športu, sem prepričan, da bo tako tudi vnaprej. V današnji predstavitvi se bom omejil predvsem na omejitve oziroma na določbe odloka, ki se nanašajo na tako imenovano športno rekreativno vadbo. Zadeve povezane s tekmovalnim športom smo predstavili danes zjutraj že ob 9, tako da k temu se ne bomo vračali, ker je ta skupina predvsem namenjena vprašanjem in predstavitvi športno-rekreativne vadbe. Zdaj, kar je pomembno vedeti, je, da v bistvu odlok samo v enem odstavku načeloma opredeljuje izvajanje športno-rekreativne vadbe, za katero pravi, da je zdaj po novem znova mogoče izvajati tako na zunanjih površinah kot v zaprtih prostorih, in sicer individualno ali v skupinah do 10 oseb.
Tukaj je potrebno poudariti, da kot individualna športna vadba gre razumeti vadba, ki jo izvaja posameznik sam, ali ob podpori, usmerjanju, navzočnosti strokovnega delavca v športu, to je trenerja, se pravi pač po modelu 1 na 1. Prav tako so dovoljene v zaprtih prostorih in na odprtem športno-rekreativne skupine do 10 oseb, ki jih seveda usmerja, vodi, nadzira strokovni delavec v športu. Strokovni delavec v športu, se pravi število strokovnih delavcev v športu, vaditeljev, se ne šteje k tistim osnovnim 10 vadečim, se pravi, to so ekstra številke, s katerimi se potem ta številka ne znižuje. Pomembno je vedeti, da je skupinska športno-rekreativna vadba dovoljena, če se izvaja brezkontaktno in na varni razdalji, ki je predpisana kot najmanj 2 metra med posamezniki. Kot brezkontaktno vadbo pa moramo razumeti aktivnost, pri kateri ni prihaja do fizičnega stika oziroma kot dotika oziroma fizičnega stika med posamezniki oziroma med vadečimi. Zdaj, vprašanja, ki smo jih dobili, grejo tudi v smer, pa koliko vadečih je lahko v prostorih oziroma kakšne razdalje so potrebne zagotavljati in tako naprej. Kot je prej uvodoma bilo povedano, odlok predpisuje, da za vadbo je potrebno vzdrževati v skupinah najmanj 2 metra razdalje. Ta omejitev seveda ne velja za vadeče iz istega življenjskega okolja, se pravi, ko govorimo o istem gospodinjstvu, potem je razdalja lahko tudi manjša kot 2 metra. Se pravi, če se pogovarjamo recimo, da bi imeli neko športno-rekreativno skupino plesalcev, sta seveda lahko osebi iz istega gospodinjstva, lahko se držita in plešeta skupaj. Ne glede na to, da je opredeljena le minimalna razdalja med vadečimi, mi toplo priporočamo, da se upošteva neka zdravorazumska, bom rekel, mera, in sicer 20 kvadratnih metrov na posameznika v vadbenem prostoru, zato ker se zavedamo, da nas lahko ta minimalna razdalja 2 metrov hitro zavede in tudi postavi v položaj, ko pride do tveganja za prenos okužb. Vemo, da recimo večina zlasti skupinskih vadb je takih, ki so dinamične, niso statične, se pravi na mestu bodi si skačemo, se premikamo in ta 2 metra je potrebno razumeti od najbolj izpostavljenega dela telesa v konkretnem trenutku do najbolj izpostavljenega dela telesa drugega vadečega. Se pravi, če stojimo v razkoraku in z razširjenimi rokami, moramo razdaljo meriti od recimo vrha prsta iztegnjene roke do prsta iztegnjene roke druge osebe. Zaradi tega pač mi svetujemo, da se na ta način nekako opravi izmera in se pač izognemo recimo tveganju za stik. Zdaj, vprašanja so bila tudi, koliko vadečih imamo lahko v enem zaprtem prostoru. Odlok ne predpisuje minimalnega števila oseb v zaprtem prostoru, opredeljuje le maksimalnega števila oseb v eni zaokroženi vadbeni skupini. To je pomembno vedeti predvsem za tako imenovane fitness centre oziroma centre, ki ponujajo vadbe na fitness napravah. To pomeni, da je lahko v enem takem centru tudi več oseb kot 10, seveda ob upoštevanju ne le minimalne razdalje, ampak tudi vseh ostalih veljavnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki opredeljujejo način prihoda in odhoda udeležencev, zadrževanje, gibanje, razkuževanje naprav, etc. Uporaba športnih objektov, nadalje, se pravi odlok, tako kot je veljal do sedaj, dovoljuje uporabo vseh tipov športnih objektov za izvajanje vadbe, tako zasebnih športnih objektov, javnih športnih objektov, fitnessov, pač plesnih dvoran, kakorkoli.
Vkolikor pa bi se kakšna vprašanja seveda pojavila glede konkretnih primerov, pa bomo veseli tudi vaših vprašanj, ki jih lahko pošljete kadarkoli na naš elektronski naslov, in sicer gp.mizs@gov.si. Ena novost, ki jo odlok uvaja in je zelo pomembna novost, je testiranje. Najbrž ste zaznali, da v bistvu vsi odloki so povzeli to usmeritev Ministrstva za zdravje oziroma vlade za zagotavljanje nekako večje varnosti v vseh dejavnostih, tako tudi pri nas to ni izjema, in odlok predpisuje negativni test za opravljanje dejavnosti oziroma tudi za udeležbo na športnih tekmovanjih, ampak ker se danes tukaj pogovarjamo o rekreaciji, je pomembno vedeti, da je predpisano obvezno testiranje oziroma predložitev negativnega testa predvsem za strokovne delavce v športu oziroma za tako imenovane trenerje oziroma športne vaditelje oziroma strokovno usposobljen in strokovno izobražen kader v športu, ki usmerja, vodi, nadzira športno vadbo. Ta test ne sme biti starejši kot 7 dni. Zavedamo se, da je v objavljenem odloku nam zagodel tiskarski škrat, da se omenja obdobje 24 ur. Jaz vas prosim, da razumete naše tolmačenje v tej smeri, da se zahteva od oseb, ki jim je to naloženo, da imajo negativni test na prisotnost virusa COVID-19, ki ni starejši od 7 dni in ne 24 ur. Vprašanja o tem, ali morajo tudi ljudje na recepciji ali pa čistilci oziroma drugi podporni kader iz uprave imeti prav tako opravljen negativni test, je naš odgovor tak, da nobeden odlok izrecno ne predpisuje negativnega testa za drugi kader, tudi ne odlok, ki je v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo za to dejavnost, ampak mi toplo priporočamo z vidika odgovornosti, preventivnega delovanja, da vendarle vsi ljudje, ki pridejo v neposredni stik z vadečimi, torej tudi ljudje na recepciji, da jih vendarle napotite na testiranje, in sicer enkrat tedensko. S tem boste prispevali k odgovornemu ravnanju in k preventivnemu delovanju v smeri, da bo šport ostal odprt. Zdaj, testiranje seveda ni potrebno za vse, zlasti tiste, ki so že COVID preboleli. Tisti, ki so COVID preboleli, lahko to izkazujejo z 2 potrdili, in sicer z potrdilom o pozitivnem testu, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev, ter s potrdilom zdravnika, ki pač s tovrstnim potrdilom izkazuje, da je od začetka simptomov oziroma od okužbe minilo manj kot 6 mesecev oziroma do 6 mesecev. Druga skupina oseb, ki jim negativnega testa ni potrebno predložiti, so seveda osebe, ki so prejele 2 odmerka cepiva skladno z navodili oziroma usmeritvami Ministrstva za zdravje, ki so tukaj navedene, so pa objavljene tako na spletni strani Ministrstva za zdravje kot tudi v našem odloku. Zdaj, kar se tiče testiranja, veliko je tudi vprašanje, kako bomo pa mi se uspeli testirati, vendarle dejavnosti začnejo v ponedeljek. Praviloma institucije, ki so za to pooblaščene, ne testirajo čez vikende. Pomembno je poudariti, da hitro testiranje izvajajo le pooblaščene organizacije, ki so tukaj navedene. To je podatek povzet po spletni strani Ministrstva za zdravje, se pravi javni zavodi oziroma koncesionarji in organizacije, ki jim je ta pravica podeljena. Na voljo je seveda brezplačno testiranje za prebivalstvo, urniki testiranja in kraj izvedbe testiranja so objavljene na spletni strani Ministrstva za zdravje. Je pa tako, da je dostop do brezplačnega testiranja omogočen osebam glede na njihovo prebivališče, in sicer izvajajo ga pa praviloma javni zdravstveni domovi v kraju prebivanja.
zasebno izvajanje hitrega testiranja ni dovoljeno, tudi če si mogoče v preteklosti nakupili zaloge hitrih testov. Seveda jih lahko uporabite za lastno uporabo, zavedati se pa morate prvič, da je za rokovanje s tovrstnimi testi potrebna ne samo izkušnja, ampak ustrezna usposobljenost. Drugo pa, da tudi tak test ali pa če tudi ta tekst izkaže se za negativnega v uradnem postopku, ne velja kot dokazilo. In še ena prav tako pomembna stvar, da odlok je le ogrodje, ki neke osnovne usmeritve določa in prepovedi. Bistveno bolj pomembna so pa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na njihovi spletni strani, in v priporočilih boste našli vse usmeritve, ki so vezane za ravnanje znotraj posameznih športnih objektov, posebej v fitness centrih, posebej na bazenih, posebej v dvoranah, na smučiščih. Skratka, vse tisto, kar vas zanima konkretno vezano za vašo dejavnost, najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z moje strani je to v grobem vse in veselim se vaših vprašanj. Ja, gotovo boste deležni lepega števila vprašanj. Naj še enkrat ponovim, najprej bodo naši gostje odgovarjali na vprašanja, ki so prišla že pred našo oddajo, če lahko tako rečem, na to na vprašanja, ki se jih je nekaj že nabralo tukaj v vprašanjih in odgovorih, ki ste jih zastavili sedaj in jih boste še v naslednjih minutah. Če pa bo katero izmed vprašanj ostalo neodgovorjeno, dvignite roko, 2 sta že, morda koga tudi izberemo in pojasnimo še najdemo tisti odgovor, katerega še niste dobili. Nadaljujemo s predstavitvijo poudarkov o načinu varnega načina izvajanja športne vadbe. In z nami je nekoč odlični plavalec Gregor Jurak. Zdravo, Gregor. Pozdravljeni. Na suhem ste bili v zadnjem obdobju, kajneda? Vi še zaidete v bazen? Ne mislim zdaj na splošno. Občasno še, imam sreče to možnost, da imamo na fakulteti bazen, drugače pa se zdaj več ukvarjam z drugimi športi. V redu. Beseda je vaša, razdalja, zračenje, vse to bomo slišali v nadaljevanju, tudi to marsikaj zanima rekreativne športnike. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav iz strani stroke, fakultete za šport, ki si je stalno prizadevala že od zaprtja v mesecu oktobru, da bi prišlo do neke razumne, pametne rešitve za odpiranje slovenskega športa, in še posebej veseli smo, da je zdaj odprt tudi ta del športa, ki ni profesionalen, ki ni tekmovalen, ker ravno na tem segmentu bo ta dodana vrednost največja, kot je tudi omenila direktorica direktorata, se pravi, tu bo šlo za največjo količino ljudi. In z tega vidika je treba biti ravno na tem področju tudi posebej previden, zaradi tega, ker se nam lahko odpiranje športa, tovrstnega športa vrne tudi kot bumerang, če ne bomo pazljivi. Stroka si je sicer prizadevala za nekoliko drugačne rešitve, ampak smo vseeno pozdravljamo to rešitev, ki je zdaj, da sploh je možno vadbene programe izvajati. In kar bi pa v nadaljevanju poudaril, so pa ta ključna izhodišča, ki res polagamo vsem izvajalcem športa, ker bomo samo skupaj uspeli zadržati to, da bodo športni programi odprti tudi v času te korona krize, ki ne bo kar tako hipoma končana, z njo se bomo soočali še v naslednjih mesecih. In ključne stvari so seveda to, da je treba stalno vzdrževati ustrezno razdaljo med vadečimi in tudi vodjo vadbe, in to ne samo v času vodenja vadbe. Odgovornost tistih, ki organizirajo športno vadbo, je, da opozarjajo vadeče, da je takšno razdaljo treba vzpostavljati tudi pred in po vadbi. Namreč vrsta okužb v športu je prišla ravno zaradi skupnega prevoza, naprimer na športno vadbo, in zato je potrebno udeležence vadbe stalno opozarjati na te ključne stvari. Se pravi, virus se prenaša največ z aerosolom, to pa pomeni, da je najboljša preventiva ustrezna razdalja, kadar pa se približamo, pa da si nadenemo masko. To je prva zadeva. Druga zadeva je seveda, kar je treba posebej poudariti vadečim,
da kakor se počutijo slabo, da niti slučajno naj ne hodijo na vadbo, imajo možnost, da so tudi okuženi z tem ali pa tudi drugim virusom in vsekakor si ne želimo, da bi ta okuženi prenašal okužbo znotraj našega vadbenega programa. Izhodišče stroke tudi, če je le možno, naj se čim več vadbe izvaja seveda v odprtih prostorih. Zakaj? Odprti prostor namreč omogoča to, da virus ne prehaja tako enostavno iz osebe na osebo, zaradi tega, ker je prezračenost mnogo večja in z tega vidika izhaja tudi naslednje izhodišče in sicer močno je treba prezračevati prostor pred naslednjo vadbeno skupino. Tako da kolegi iz Fakultete za šport smo ravno za ta namen pripravili en kratek filmček, ki bo prikazal, kako ravnati kot primer varne športne vadbe. Poleg tega objavljamo tudi nasvete za vadbo, za različne vrste vadb na spletni strani Fakultete za šport oziroma SLOfit, tako da lahko izvajalci najdejo tudi tam vrsto koristnih nasvetov. Na tej točki bi pa jaz predal besedo Vedranu, ki je naredil ta napor, da je ta filmček zagledal luč sveta v tako kratkem času in ki bo mogoče iz svojega zornega kota kot zdravnik dal še kakšen poudarek. Hvala. Gregor, hvala za besedo. Lep pozdrav še v mojem imenu. Definitivno glede na to, da smo v takem številu zbrani na nedeljo in to tako lepo sončno nedeljo po dolgem času na Valentinovo, moramo imeti zelo radi ta šport in sem prepričan, da se boste vsi dejansko prizadevali, da ta šport ostane odprt, ne? In da to, kar nam je s tem ukrepom oziroma odlokom zdaj dana možnost, da to varno in odgovorno speljemo, da bomo res to v praksi tudi udejanjili. Tle gre v bistvu za odgovornost vsakega deležnika v športu, od vas, ki ste vaditelji ali pa nosilci teh vadbenih programov, do seveda v bistvu tistih končnih uporabnikov in to splošno zavest je potrebno dvigniti to raven neke zdravstvene kulture, da enostavno se zavedamo, da to počnemo za zdravje in da res večina stvari v bistvu ni samoumevnih, to smo lahko opazili, da pač tudi gibanje ni tako samoumevno in da bomo te stvari znali še bolj spoštovati in bolj ceniti v obdobju, ki je pred nami. Tako da jaz se samo pridružujem tem Gregorjevim besedam, da pač dajmo res skupaj probati ohraniti šport odprt, z upoštevanjem vseh teh stvari, ki so v odloku, ki jih je tudi Zvezdan zelo lepo predstavil. In upajmo v bistvu, da bomo čim prej pozeleneli, ne, se pravi, da bomo to pomlad pričakali res z manjšim tveganjem. Jaz mislim, da tudi video pove veliko več, kakor pa besede, tako da zdajle bomo zavrteli v bistvu ta video, o katerem je Gregor govoril, pa se potem v bistvu smo na voljo za dodatna vprašanja. Hvala. Tole. Lepo pozdravljeni na vadbi. Prosim, če kar ohranjate razdaljo in greste po označeni poti do rdečih stožcev, kjer odložite vsa oblačila. Tule, preden vstopite, si razkužite še roke in sezujte si čevlje na vhodu ter jih nesite do
stožca, kjer bo vaša garderoba, potem pa se kar pridružite razporejenim pripomočkom v dvorani. Kar izvolite. Tako, vsi smo pripravljeni na vadbo step aerobike, zdaj pa še nekaj navodil, preden začnemo. Torej, ostanete pri svojih rekvizitih, tudi uteži imate vsak zase. Na koncu bomo to vse razkužili, preden pride naslednja skupina. Torej, ostanete okrog svojega rekvizita, nekje 2 metra naprej nazaj se bomo premikali. In pa pred začetkom prosim, da kar še snamete maske na pravilen način in začnemo. Tako, zdaj smo zaključili z našo vadbo. Prosim, če si nadenete maske, tako na pravilen način in varno zapustite prostor, vzamete svoje stvari, greste po isti označeni poti nazaj, si razkužite roke pred izhodom in se vidimo naslednjič. Jaz pa bom poskrbela za razkuževanje vseh pripomočkov. Hvala lepa! Lep pozdrav vsem, kako smo? Ste v redu? Kakšne spremembe počutja, koga boli glava, mišice, brez energije? Ok, odlično. Potem pa, če smo vsi v redu, lahko gremo kar v dvorano, ohranjajte to varnostno razdaljo, pa pred vstopom si tamle razkužimo roke, potem pa stvari odložimo, vsak ob svojem stožcu, boste videli označeno ob žogi na tla in počakamo vsak na svoje mesto. Super, zdaj, ko ste odložili stvari, lahko previdno snamete masko in odložite na svoje stvari. Ob stvareh imate tudi žogo, ki so bile že razkužene, tako da so pripravljene za vadbo. Žogo imejte vsak svojo od začetka do konca ure in uporabljajte samo svojo žogo. Po koncu ure jo odložite v za to namenjeno košaro. Zdaj pa kar prosim prvi trije, da greste na tisto polovico, drugi trije na to. Ves čas bodite na svoji polovici. Ok, primi žoge, počasi jih vrnete v košaro, si razkužite roke in greste do svojih stvari. Živijo, ste zdravi, se počutite v redu? Super. Evo, mi bomo danes v bistvu telovadili skupaj, par stvari bi rad povedal na začetku. Samo ogrevanje bomo naredili ločeno, tako da boste vsaka na svoji strani dvorane v bistvu posnemala vaje, ki jih bom kazal. Ta glavni del vadbene enote sem oblikoval tako, da sem pripravil vama zaporedje vaj, točno določeno, na tak način, da se bomo čim manj srečevali. Punce, pozdravljene, ve imate pa res rade nogomet,
Vidi se, da za vas ni ovir, niti koronavirus, niti sneg vas ne ustavi. Tako da super, da ste z nasmeškom na obrazu prišli na varno vadbo. Danes bomo pokazali, kako lahko varno vadimo tudi v teh korona časih. Seveda smo zunaj na prostem, na velikem nogometnem igrišču, lahko vzdržujemo medsebojne razdalje. Tudi jaz kot vodja vadbe, če lahko ohranjam stik, sem lahko na prostem trenutno brez maske, imam pa vedno masko s seboj, če pride slučajno potreba, da pride do tesnega stika, si jo pač varno nadenem na obraz in lahko nadalje ukrepam. Za varnost je poskrbljeno na treningu, ker jaz kot vodja vadbe zagotovim, da predhodno so rekviziti razkuženi in da tudi sam trening, sama vadba poteka na način, da so zagotovljene medsebojne razdalje. Prav tako pa je seveda tudi na vas, da se pred vadbo razkužite oziroma da vsakodnevno spremljate svoje zdravstveno stanje in seveda v primeru kakršnega koli simptoma ostanete doma in se posvetujete z svojim zdravnikom, kako naprej. Tako. Evo, upam, da je video dosti nazorno v bistvu prikazal tisto naše osnovno sporočilo, da na vadbo hodite zdravi, da upoštevate te dokaj preproste v bistvu nasvete. Želeli smo pokazati, kako se tistih v bistvu že tako, bi rekel, dobro znanih nasvetov lahko v praksi udejanimo, tako da pričakujemo vprašanja, pa bomo potem probali še kakšne nejasnosti razložiti. Hvala. Doktor Hadžič, krasen video, kar takoj, kje ga lahko čez 15-20 minut pogledamo še enkrat, toliko koristnih informacij in tako nazorno pokazanih, da ga moramo videti vsi, ki imamo radi šport v teh dneh. Poskušali bomo video čim prej objaviti v bistvu na spletnih straneh in Fakultete za šport in Olimpijskega komiteja ter seveda Ministrstva za šport. Se pravi, da bo dosegel največji delež v bistvu tistih, ki te informacije zanimajo. Tako da te spletne strani, teh, ki smo soorganizatorji tega dogodka, v bistvu, če se sledijo, bo prav gotovo povezava do videa. Doktor Hadžič, najlepša hvala. Prosim. Gremo pa k doktorju Simonu Slokanu, glavnemu inšpektorju Inšpektorata Republike Slovenije. Gospod Slokan, če se bodo 4 prijatelji v parku zbrali in si podajali žogo, boste hudi nanje? Lep pozdrav še enkrat, ne bomo. Mi se namreč želimo, da šport čim prej pride v neko normalno sfero. Seveda pa, kot so že moji predhodniki poudarjali, to lahko samo dosežemo tako, da vsi skupaj upoštevamo vsa priporočila in ne nazadnje tudi zadnji odlok, ki je pač jasen v nekaterih dejstvih, nekaterih novih priporočilih in obvezah, ki pač imamo kot posameznike. Jaz bom v svoji predstavitvi probal biti najprej zelo eksakten in kratek, potem bom pa že poskušal v drugem delu odgovoriti na nekaj vprašanj, ki pa je že bilo postavljenih, ker sem spremljal zraven, mogoče da damo neke odgovore, ki so zelo preprosti in ne bomo dolgo potrebovali. Ravno inšpektorat spremlja aktivnosti, tako na, bom rekel, na športu, ki je do zdaj imel dovoljenje, da je lahko treniral, če rečemo takole, kot tudi na nekih rekreativnih aktivnosti, ki so se vseeno dogajale in so tudi v nekem delu dovoljene. In od meseca oktobra do danes smo naredili približno 1700 nadzorov na tem polju. Če smo mogoče v prejšnjem panelu ali pa v prejšnjem delu zjutraj rekli, da so se profesionalni športniki, on jih bolj po domače imenoval, odlično držali teh zadev, je pri rekreaciji občasno prihajalo do slalomiranja, spet smo pri športu, med določbami, ki so pač bile v nekem delu dovoljene, pa niso bile dovoljene in tako dalje. Tu predvsem mislim v nekem delu, da so ti mehurčki, ko je bilo rečeno družina, da je ta družina včasih postala kar zelo razširjena, da so izvajale se aktivnosti v skupinah, ki se to ne bi smeli, tudi nekateri posamezniki, bom rekel, fitness centri so delovali takrat, ko ne bi smeli. Vendar
Po prvem delu, bom rekel, nekih 14 dneh, ko smo pač zadeve jasno in glasno povedali, kaj je dovoljeno in kaj ne, tu se te zadeve normalizirale in moram reči, da v zadnjih 2 mesecih ni bilo nekaj večjih posebnosti odstopanj, kar je pohvalno. In če zdaj gremo danes, ki si želimo vsi skupaj jutri biti, je to, da, kot je bilo v uvodu povedano, pa že večkrat danes, da pridemo v neko normalo, tudi v okviru rekreacije, je to, ja, dajmo se vsi skupaj držati teh določb, ki so danes določene in zdaj v končni fazi 10 nas lahko se rekreira, kot je tudi kolega Zvezdan prej povedal, lahko izvaja aktivnosti, filmček zelo nadzorno prikazuje, kaj so priporočila, ki jih so sicer res priporočila, vendar jih to priporočamo in svetujemo, da se res upoštevajo v največji meri, ravno iz razloga, dokler bo nas toliko okužb, kot je danes, to pa minimalno ali pa zadeve padajo in epidemiološka slika ugodna, tako dolgo sem prepričan, da bomo ukrepe še zmanjševali oziroma bodo šport še bolj odpiral. V nasprotnem primeru se samo osebno bojim, da bo zadeva šla v drugo smer, ker pa sem prepričan, da si ne želi nobene. Ker je bilo nekaj vprašanj, kako zdaj 10 ljudi, kvadratura in tako dalje. Zdaj, osnovno moje priporočilo pa smernica je sledeča. Ja, tudi če je prostor večji, kot je, da ga lahko razdelite, ves čas spremljate zgodbo, da imate tam res 10 ljudi vadečih. Kaj pa opozarjamo, in to so tudi ugotovitve inšpekcijskih nadzorov, dejstvo je, da pozabljamo na prehode na vadbo. Recimo v filmčku je lepo prikazano, ko pride posameznik, kot pride skupina in že hitro vidimo, da nas na vhodu lahko namesto 5, 6, 7 je lahko hitro 20 ljudi, ki se na vhodu prišlo na 2 različne vadbe. Tudi tu se je potrebno zdržati razdalje, tudi tu je treba upoštevati maske in tako dalje. Mi ugotavljamo tudi ta sklop in odkrito tudi tu ugotavljamo največ odstopanj od pravil. In ja, tudi tu prihaja do okužb, ne samo znotraj nekega vadbenega prostora. Ker je bilo vprašanje, pa ga sicer že kolega Zvezdan odgovoril, kaj je z receptorji, kaj je z nekim drugim osebjem, ni de facto določeno, vendar izhajate iz analogije priporočil, ki izhajajo tudi v nekih drugih segmentih. Recimo, v šolskem prostoru se tudi danes testirati morajo vsi zaposleni, to pomeni tudi kuharce, tudi v končni fazi računovodja, ravno s tem namenom, tudi ti ljudje se gibajo po nekem prostoru. In nazadnje tudi receptor se giba po prostoru ali pa ima tisti uvoden stik z nekom, ki pride v sam prostor. Aerosol, je kolega Hadžič mogoče bo še poudaril potem, še vedno ostaja noter v prostoru in lahko pride do okužb. Ja, naj se tudi ti testirajo, moramo namreč izhajati iz namena in to je, da je tisti ljudje, ki so v nekem prostoru, da so zdravi in da se okužbe ne prenašajo. To nam ne bo osnovno vodilo v vsem sklopu in ne samo vodilo, kako mogoče pa zaobiti, da pa se 2 ne bosta šla testirati. Ki lahko nam ta 2 naredita bistveno večjo škodo, ko bomo imeli cel športni pik zaprti. Ali za karikiranje, da nam bo lažje. Eno vprašanje, pa zdaj išel na vprašanje, je bilo gibanje po 21 uri da ali ne. Ne gre sicer za odlok, ki bi ga nadzirali ne mi, ampak ga nadzira pač policija, ker je pač to odlok MNZ-ja. Ta odlok, jaz sem sporedno pogledal, pa glede na to, da ga tudi poznamo, določa, da je po 21 uri dovoljeno omejeno gibanje samo določen kategorijam in tam govori zaposlene, ki hodijo ali pa se vračajo iz dela. Če so to športniki, ki imajo te kategorije, potem se seveda lahko gibajo tudi po tej uri, vendar morajo imeti zraven potrdilo delodajalca. Okay? To pa ne pomeni, da v rekreacijo, ki jo izvajamo, da se lahko gibamo. Nažalost še ne. Okay? Ki smo pač pri rekreaciji, pa je pač bilo ta sklop vprašanje. Bilo je tudi tu vprašanje preboleli COVID testiranje. Morate imeti ves čas pri sebi zdravniško potrdilo zdravnika, da ste preboleli COVID, da imate protitelesa in to imate pa samo, potem se ne rabite testirati. Okay? Potem je eno vprašanje, šolska vadba, rekreacije v šolah in tako dalje. Šolski odlok na tem polju določa, da se ne priporoča, da se vadba, ali bomo rekel tako, neke zunanje tržne dejavnosti, ki se v šolah izvajajo, trenutno izvajajo. To je priporočilo. Seveda je priporočilo iz tega odloka, da se ta zadeva izvaja pa v nekih drugih objektih ali pa zunaj in je seveda to možno narediti. Šole se odpirajo, to pomeni, da se tudi ta zgodba začela odvijati, vendar boste mogli razumeti, da v nekem delu se lahko pa zgodi, da bo šole rekle, ja, ne morete biti v športnih objektih v času šolskega pouka, bom rekel tako, ampak po 15 uri, naprimer, ko se športni objekti odpirajo tudi za prostočasne dejavnosti. Okay?
Zdaj, danes je pač nekatere šole imajo to zadevo že bistveno prej in se lahko nam zadeve križajo. To se individualno je potrebno dogovoriti za vsako šolo ali pa z lokalno skupnostjo, ki je včasih tudi upravljalec objekta. No? Tudi to je bilo prej vprašanje, pa ga boste vedeli. Bilo je vprašanje testiranja v Ljubljani, pa mogoče za intermezzo. Ja, gospodarsko razstavišče je eden izmed, imate tudi nekaj drugih, tudi v končni fazi vsi zdravstveni domovi ali pa kakšni koncesionarji, ki to omogočajo, tako da niste vezani samo na gospodarsko razstavišče, ampak tudi druge, ki pač izvajajo, samo treba zdaj preveriti prek Ministrstva za zdravje oziroma prek NIJZ. NIJZ tudi te zgodbe zelo ažurno sporoča in predlagamo, da preverite tam. No. Toliko vam jaz mogoče za trenutno intermezzo. Hvala. Hvala vam, na nekaj vprašanj ste že odgovorili, kar precej vprašanj pa mislim, da bo dočakalo luč sveta v naši družbi prav zdaj. Doktorica Mojca Dupovna, Zvezdan Mikić, najbrž večina vprašanj letita prav na vas. Dama ima prvo besedo, kaj bi vi izbrali? Jaz vidim, da je zelo veliko vprašanj, nekatera smo vmes odgovorili, nekatera so taka, ki so zelo različna, se jih ne da naenkrat odgovoriti, tako da mogoče Zvezdan najprej ti odgovoriš tiste, ki so skupinska, ki več sprašujejo, več udeležencev to zanima, pa če je kakšno specifično, pa jaz potem še probam dodati. Dobro, do določene točke sem prišel, potem je bilo še kar nekaj vprašanj, tako da bom moral v večjih delih. Skratka, vprašanja, ki se pojavljajo oziroma ki se mi zasledijo, so tudi vezana na tekmovalno dejavnost. Na nje ne bi rad odgovarjal, zato ker smo o tem govorili dopoldne, bi pa vsekakor izpostavil, kaj želimo opredeliti ali pa o kateri dejavnosti govorimo, kadar govorimo o športno-rekreativni dejavnosti. Se pravi, to je dejavnost, ki jo lepo zakon zaokroža kot različne pojavne oblike športa oziroma športno-gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti oziroma druženja in zabave. Torej, kadar govorimo o športni rekreaciji, govorimo predvsem o pojavnih oblikah športa, ki niso izključno tekmovalne narave. Zdaj, vprašanje je bilo, ali bomo kje vprašanje in odgovore z teh posvetov objavili. Da, objavili jih bomo na spletni strani ministrstva v obliki pogostih vprašanj in odgovorov. Potem je bilo vprašanje vezano za vadbo otrok mlajših od 12 let. To sem odgovoril na začetku, in sicer, da vsaka dejavnost, katere cilj ni izključno tekmovanje oziroma ni tekmovalne narave, in kadar ne govorimo o športnikih, se pravi osebah, ki so registrirane skladno z 32. členom Zakona o športu, govorimo lahko o športno-rekreativni dejavnosti. Pri športno-rekreativni dejavnosti nismo omejeni na leta starosti, se pravi, gibamo se lahko vsi, od rojstva pa vse tja do smrti, se pravi, športno-rekreativna dejavnost zajema dejavnost tako starejših kot študentov, kot otrok, mladine, odraslih, skratka vseh. Vprašanje vezano za omejitev vadbene površine 30 metrov kvadratnih na posameznika. Ne, te omejitve ni. Kot sem že uvodoma povedal na predstavitvi, edina omejitev, ki je zapisana v odloku, je najmanj 2 metra med vadečimi. Mi pa priporočamo najmanj 20 kvadratov. Zakaj? Zaradi tega, ker je težko med vadbo dejansko ohranjati efektivno razdaljo 2 metra in je bolje imeti neko varnostno okolje, bom temu tako rekel. Zdaj, se pa res pojavlja 30 kvadratov kot ena mera, ampak ne znotraj odloka o športnih dejavnostih, ampak znotraj odloka Ministrstva za gospodarstvo, ki govori o opravljanju drugih dejavnosti. Tako da, če je mogoče koga zavedla ta omejitev, moram poudariti, da se ne nanaša na izvajanje športne dejavnosti oziroma športno-rekreativne dejavnosti. Potem je pa vprašanje vezano za plavalne tečaje. Seveda, plavalni tečaji sodijo med športno-rekreativno dejavnost in jih je potrebno izvajati skladno z veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tako glede uporabe bazenov, kot glede izvajanja tovrstne vadbe. Potem je vprašanje vezano za
za prvi odstavek 5. člena odloka, in sicer ta odstavek pravi, da za športnike in strokovne delavce v športu se ne uporabljajo določila oziroma omejitve iz drugih odlokov. To je recimo, en tak primer je, če se recimo športniki vračajo z treninga po 21. uri, kar je prej dr. Slokan povedal, ne, to lahko štejemo kot izjemo na podlagi tega odstavka našega odloka. Se pravi, da oni se vračajo z neke vrste dela oziroma so na dolžnosti službeni in zaradi tega ne bojo kaznovani, če jih bo kdo ustavil oziroma legitimiral. Potem je bilo nekaj vprašanj vezanih tudi na nošenje mask. To, recimo v osnovni predstavitvi sem pozabil omeniti ali pa opredeliti. Zavedati se je treba, da je še vedno v veljavi odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe v zaprtih prostorih, ki še vedno opredeljuje, da je nošnja oziroma uporaba zaščitnih mask v vseh javnih zaprtih prostorih in krajih obvezna. Kot javni prostor se šteje vsak prostor, v katerega se lahko znajdejo osebe iz različnih gospodinjstev. Torej tudi v prostorih, ki se izvajajo neke skupinske ali pa vadbe, kot jih recimo vaše organizacije, centri, ponudniki izvajajo. Se pravi, nošenje mask je predpisano in je obvezno. Se pravi, od trenutka, ko vstopite v prostor, greste mimo recepcije, greste v garderobo, greste do vadbenega prostora. Na vadbenem prostoru je možno med vadbo masko sneti samo, če je skladno s tem odlokom, minimalna razdalja med vadečimi 3 metre. V našem odloku sicer piše, da mora biti minimalna razdalja 2 metra, ampak za nošenje mask je minimalna razdalja 3 metre. Zato prosim, bodite pozorni tudi na to. Vprašanje je vezano tudi, kaj pa je z vaditeljem in trenerjem. V priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje piše, da se priporoča, da vaditelji športne vadbe imajo ves čas masko, obrazno zaščitno masko. In v tem primeru, če vaditelj nosi masko, najverjetneje ni problema, da pristopi k vadečemu in ga tudi popravi pri določenem gibu. Ampak med samim premikanjem po prostoru in tudi med vodenjem same vadbe, razen če pač tudi vaditelj ni v določenem trenutku aktiviran pri izvajanju, se seveda priporoča nošenje maske oziroma je skladno z odlokom, ki sem ga prej omenil, le-ta obvezna, če je razdalja manjša kot 3 metre. Toliko zaenkrat, bom pa pogledal še ostala vprašanja, mogoče mi še kdo malo pomaga lahko. Bom kar tako jaz našel sem eno zadevo, naš olimpijec Mitja Margon vam zastavlja vprašanje, kako je s temi dvosedi veslaškimi, četverci, dvojci, kako je z ekipo jadravsko, v čovnu sta lahko 2 dekleti, 2 fanta, povejte na jadrnici. Jaz osebno v tem ne vidim nobenega problema, če se pogovarjamo o športnikih, ki jim je izvedba športne vadbe, govorimo zdaj o športnikih, ki jim odlok dovoljuje izvajanje športne vadbe. Če pa govorimo o rekreativnem veslanju ali pa jadranju, je pa tukaj omejitev seveda, ne. Če so na razdalji manjši, kot je pač predpisana, lahko pa seveda so, ampak imajo maske, ne. Razumem. Gospod Mikič, prepuščam vas še malce vprašanjem, kakšno še poiščite. Vmes pa imam za vas vprašanje, gospa Dupona. Pogovarjamo se o brezkontaktni vadbi, a odbojka, rokomet, košarka, sodi to v brezkontaktno vadbo, gre za podajanje žoge, kako je s tem? Ja, tudi seveda brezkontaktno pomeni, da ne pridemo v kontakt. Pri ekipnih športih zelo hitro pridemo v kontakt, se pravi, igra kot taka pač se ne more izvajati, vsaj ne v trenutnem stanju epidemiološke slike. Lahko pa se pač prilagojena oblika vadbe tudi v teh športih izvajati, tako da imajo pač svoje rekvizite, pa da so ti rekviziti seveda tudi razkuženi, kot smo tudi videli v filmčku. Se pravi, spoštujemo to razdaljo 2 metrov. Za igranje rekreativnega nogometa pač bomo morali žal še malo počakati. Ja, saj je hladno zunaj, ampak basket 3 na 3 na en koš odpade.
Ravno tako, pač posod, kjer se lahko dotaknemo drugega in kjer ne moramo vzdrževati 2 metra razdalje. Vse razumemo. Sem pa tle videla eno vprašanje, mogoče pa zdajle lih je bilo tudi vprašanje, če pride družina na vadbo, pa so 4, a to pomeni, da to en vadeč, pa še vedno 9 ostalih lahko, kar seveda, da je 4 pomeni, da potem lahko samo še 6 ostalih vadečih v skupini. Gospa Mojca, najlepša hvala. Bi kdo na kakšno vprašanje še odgovoril? Ne mislim tukaj na gospoda Zvezdana, ki bo na vrsti spet kmalu, ko se prebije skozi celo vrsto vaših vprašanj. Gospod Slokan, vi? Ja, bi prosil, če lahko. Seveda. Okay. Hvala. Ker je tam bilo še enkrat vprašanje, ker mogoče niso razumeli, pa je kolega Zvezdan že dopolnil potem. Po 21 uri se seveda lahko vračajo športniki, mi danes ali pa v tem panelu govorimo o rekreativnih športnikih. To meni ti pač ne morejo prehajati. Ne moramo igrati badmintona do 9 večer, ali pa ne vem, iti na aerobiko, posamezno badmintona, in se potem pol 10 večer vračate. Seveda razen čisto športnik, ki je pač to moja dejavnost in se lahko. To je pomembno, ga vemo. Zdaj se pogovarjamo o rekreativnih športnikih, je pa odgovor ne. Okay? In drugo, kar sem zasledil, pa je nekaj vprašanj, če je dovolj potrdilo SMS na telefonu za negativen PCR test, nadzira to zdravstvena inšpekcija, vendar sporoča, da da. Vendar ne samo zadnjo potrdilo, da ste negativni, vendar predhodno potrdilo, kjer piše, da ste oseba z končnico to pa to je izvid, morate sporočiti številko svoje zdravstvene izkaznice in potem dobite negativen rezultat ali pa pač rezultat, kakršen je. To pomeni, morate imeti 3 SMS-je vidne, ker je pač prihajalo v tem času že do zlorab, kopiran, SMS in tako dalje. Tako da, to je pomembno vedeti. Je dovolj, vendar mora biti cela analogija vidna. Ok? Ok. Gospod Mikič, gospod Slokan je omenil badminton, obožujem badminton, tudi sam ga igram. Kaj pa badminton ali tenis, dvojice? Ja, se pravi, intenca odloka je jasna v tej smeri, da napotuje na to, da izvajamo športno dejavnost na varen način in da se izogibamo situacijam, ko lahko pride do prenosa okužbe. Se pravi, tukaj jaz mislim, da bo čisto dovolj, če se bo vsak izmed nas v konkretnem trenutku vprašal in uporabil zdravo kmečko pamet, ali je to, kar počnem, dovolj varno, da do okužbe ne bo prišlo. In definitivno, jaz mislim, da odgovor na vprašanje, ali lahko igramo badminton dvojice, nam da vedeti, da bi lahko tako početje bilo tvegano. Zaradi tega, ker se lahko znajdemo hitro v trenutku, predvsem zaradi eksplozivnosti vadbe, da pač pridemo preblizu in da če nekdo kužen pa to ne ve, se pravi asimptomatsko, da pride do nezaželene okužbe. Enako je seveda tudi pri tenisu. V teoriji da, v praksi, če se le da, raje ne. Da. Ste nam še kaj pripravili? Recimo eno vprašanje je bilo vezano za testiranje oziroma potrdilo o prebolelosti. Tako kot je bilo v predstavitvi povedano, da seveda ni se potrebno testirati, pa kolikor je oseba prebolela COVID in ukolikor je od takrat, ko je zbolela, pa do današnjega dneva minilo manj kot 6 mesecev, zato pač oseba mora imeti ustrezno potrdilo in seveda tudi osebe, ki so bile cepljene. In potem se mi zdi, da je vprašanje glede planinskega pohoda, ali je potrebno, da so osebe tudi med pohodom na 2 metra razdalje, odgovor je seveda da. Potem imamo vprašanje trening v šolskih prostorih, to smo že prej odgovorili, oziroma vadbe po 21 uri tudi. Jaz mislim, da smo... Če bom jaz vmes skočil samo kratko, glede teh mask pa tega, to, kar se pojavlja. Jaz bi čisto tako preprosto rekel, če ste v kakršnikoli dvomi, si nadente masko. Čisto preprosto, ne glede na izvid testa pa tega, tako najbolj preprosto z najmanj nekih posledic v bistvu zadevo odpravite. Se pravi, kadarkoli pridete v ta dvom, vedno zberite to, da masko si nadente, to je ziher bolj sigurno prav, v primerjavi z neko drugo odločitvijo, ker pač tle pa dilem je res milijon, tako ko berem vprašanja, ampak res, če niste prepričani, pa dajte gor in mislim, da je to dokaj enostavna rešitev glede tega. Če smem še jaz mogoče dopolniti,
tudi skušam na nekatera vprašanja, sem odgovoril tam, ampak jih je enostavno preveč. Treba se je zavedati, da je športna sfera že jeseni, pa že tudi prej usklajevala veliko izhodišč, tudi z NIJZ. In jaz mislim, da je pametno, da ne izumljamo tople vode tukaj, da tisto, kar je bilo že takrat usklajeno z vidika pogojev vadbe za posamezno športno panogo, ker pač obstaja veliko posebnosti, da je to izhodišče, kako zdaj naprej. Tiste športne panoge, ki še imajo neke dileme z vidika vadbe, predlagam, da se okrog tega posvetujejo z ministrstvom in pa NIJZ-jem. Izvajalce bi pa v bistvu z tega vidika na potu na zveze, da poprašajo, če že obstajajo modeli varne vadbe za tisto športno panogo, če pa ne, pa da jih spodbudijo k temu. Tako je na primer tudi Smučarska zveza izdala navodila, Plavalna zveza je tudi že razčiščevala, kaj to pomeni v bistvu te omejitve z vidika plavanja v bazenu in tako naprej. Tako da nekatere stvari so bile že dogovorjene in z tega vidika ne bi jih na novo oblikovali. Dajmo priložnost še kateremu od naših obiskovalcev, da postavi vprašanje. Že dolgo časa ima roko dvignjeno Mitja Lavrinčič. Mitja, dober dan, ste v naši družbi, kako ste, kaj vas zanima? Živijo. Mene zanima, glede na to, da se zdaj pač mladinska prva liga nogometna, da se odpira možnost vadbe, proste vadbe, me zanima, kakšno je stanje v zvezi z drugo mladinsko in drugo kadetsko ligo nogometno. Ker imamo polno perspektivnih fantov in v bistvu smo jim že lani precej časa oziroma možnosti trenirali vzeli, zdaj pa sploh v letošnjem letu. Bom uskočil. Gospod Lavrinčič, hvala za vprašanje, s tem, da smo na ta vprašanja odgovorili ob 9. zjutraj, ko je bila tema izključno tekmovalni šport. Ampak ne glede na to, na hitro, z novim odlokom je dovoljeno igranje tudi prve mladinske lige, oziroma prvih najvišjih kakovostnih mladinskih tekmovanj, tako v individualnih kot v kolektivnih panogah, in tudi druge članske lige. In v povezavi s tem je dovoljeno tudi treniranje športnikom, ki jim je udeležba v teh tekmovanjih dovoljena. Zdaj pa, če mogoče odgovorim še na kakšno vprašanje, ki sem ga zasledil v chatu, in sicer dosta vprašanje vezanih za testiranja. In sicer verjamemo, da bo v mnogih skupnostih dostop do testiranja zahteven, zaradi tega, ker lokalne skupnosti organizirajo preko javnih zdravstvenih domov na različne načine in ob različnih dinamikah. V enih občinah vemo, da to dnevno izvajajo, v enih samo parkrat na teden. Tako da tukaj se bomo morali pač vsi prilagoditi. Dejstvo je, da država preko javnih zavodov zagotavlja brezplačno množično testiranje, so pa seveda tudi na voljo komercialna testiranja, ki jih prav tako izvajajo pooblaščeni izvajalci, ne samo javni zavodi. Sicer je res, da so takšna testiranja tudi, kadar govorimo o hitrih antigenskih testih, plačljiva. Sicer so pa brezplačna, ko se pristopi k testiranju brezplačnih antigenskih testih. Še to vidim, vprašanja si vrstijo. Govorimo seveda o brezkontaktni vadbi. Borilni športi odpadejo, kaj ne da? Da, to smo tudi zjutraj povedali. V tem trenutku borilni športi niso aktualni. Hvala lepa, Mitja, ker ste bili z nami. Gremo naprej, roko je dvignil tudi Boštjan. Boštjan, se nam predstavite, od kod ste, kaj vas zanima? Boštjan, kje ste? Boštjana ni. Gremo naprej, tretji v vrsti je... Halo, me slišite? Boštjan, tukaj, seveda vas slišimo, povejte. Se upravičujem malo. Se upravičujem, malo nisem več te uporabe te aplikacije. Veste, kaj sem hotel samo vprašati na kratko, recimo... Boštjan, samo trenutek se ustavite, a se lahko Boštjan, me slišite? Boštjan? Ja. Prosim, če se umirite. Slišim. Ostanite tam, kjer ste, ker tukaj imate dober sprejem in tukaj vas tudi mi čisto slišimo. Povejte. Dobro.
zanima me, za otroci prve triade se predvsem učijo recimo pri odbojki, pri rokometu, tiste osnovne motorike, recimo rokomet, lovljenje žoge. Zdaj, kolega je prej predhodno omenil, nekako sem bral med četom, da nekako podaja med dvema igralcema, igralkama iste žoge. Je dovoljena, ni dovoljena? To me zanima. To je vprašanje. Ok, skratka, tako kot je že naša generalna direktorica povedala, da v tem trenutku v športno-rekreativni obliki ne spodbujamo iger. Govorimo zdaj, če bi pač aktivno igrali rokomet, košarko, odbojko, pa predvsem zaradi težav pri ohranjanju razdalje in pač potencialnem prenosu okužb. Rekli smo pa tudi, da pri vadbi, pri kateri bi se lahko, ali pa pri kateri se uporablja žoga kot rekvizit za izvajanje neke vrste vadbe, seveda ni prepovedana ob upoštevanju strogih priporočil Nacionalnega inštituta, se pravi razkuževanje v konkretnem primeru žoge in seveda ob tem, da se pazi, da se potem z rokami ne dotikamo obraza in da si sproti večkrat med vadbo razkužimo tudi roke. Če bi smel jaz tudi dopolniti, vse, ki vas zanima vadba, ki je vezana na šolski prostor, imamo na SLOfit nasvet zelo podrobno obrazloženo, kako se tega loti, tudi v zvezi z tem vprašanjem, ki je bilo postavljeno. Tako da www.slofit.org boste najdli odgovore, tudi kako izvajati pouk v prvem triletju in tudi za posamezne športne vsebine, tudi igre z žogami imate prikazane primere in vas vabim, da si tam pogledate. Govorili smo o rokometu. Verjamem, da je to naš nekoč izvrstni rokometaš Luka Žvižej tudi z nami. Luka, kje vas čevelj žuli? Halo. Halo, zdravo. Ja, zdravo. Lep pozdrav želim vsem skupaj. Jaz imam eno vprašanje in sicer vezano glede na to, da sem trener mladinske ekipe v Celju. Vesel, da bomo lahko normalno spet trenirali. Imamo pa eno težavo. Sicer imamo tudi v kadetski in pa v mladinski ekipi fante, ki niso iz Celja in vadba jim je sicer omogočena, ampak imamo problem pri dijaškem domovu. In samo eden od teh fantov je dejansko letnik, zadnji letnik, je maturant in je upravičen do bivanja v dijaškem domu. Z dijaškim domom smo navezali stik in jih vprašali, ampak so mi rekli, da enostavno te fante ne morejo noč spustiti, ker nimajo nobenega, bi rekel, potrdila oziroma obvestila, da ti fantje, ki lahko trenirajo, da bi lahko tudi bivali v dijaškem domu. Pa me zanima, če bi lahko dobil odgovor oziroma kam bi se lahko obrnil, da bi te stvari razjasnili. Hvala lepa. Izvolite, gospod Slokan. Bom se kar jaz priključil, sicer ni doben izmed nas treh pristojen za to, vendar, ker sem pač bil v petek na sestanku, kjer je bila izpostavljena ta tematika. Predlagamo kolegu Žvižeju, da se obrne na Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, pa tudi na Direktorat za srednje šolstvo, glede na to, da si delita to področje. Na ministrstvo ne napiše zadevo, individualno se bo vsaka taka zadeva reševala in videla, kako pa kaj, in potem tudi z dijaškimi domovi, kateri so. V Sloveniji je relativno malo takih športnikov, ki bodo imeli take težave in je bo nekako povedano, da bodo se individualno zadeve reševali. Tako da to je edina možnost. Na glavni predal ministrstva se ne zadeva pošle konkretno, za koga se gre in kakšna je želja, pa da se zadeva reševala. Najlepša hvala za odgovor. Hvala, ker ste bili v naši družbi, Luka Žvižej. Če mi dovolite, bi sedaj malce preskočil vse te dvignjene roke in dal besedo Miranu Milnerju, ne zato, ker je najbrž sončnega Goriškega, ampak zato, ker je bil prvi v vrsti dolgo časa, potem za trenutek izginil. Ampak, gospod Milner, zdravo, lep pozdrav na Goriško, imam prav? Pozdravljeni, se slišimo? Absolutno. Lep pozdrav iz sončne Nove Gorice, Miran Milner, predsednik Športne zveze Nova Gorica. Tukaj, ko se govori o rekreaciji, bi jaz imel, ne toliko vprašanje, vse je bilo lepo, vse je že povedano, ampak predvsem pobudo.
Dejstvo je, da rekreativci pač so tisti zadnji, kar je tudi prav, ki vstopajo na neke športne objekte, ki imajo sploh možnost tam priti, kajti prej pridejo na vrsto tekmovalci, pa mladina in vsi ostali, ne. Dejstvo je pa, da nas tudi omejuje ta policijska ura ob 9 zvečer. Pač rekreativci na žalost objekt dobijo maksimalno ob 20 zvečer, nekateri tudi ob 9 zvečer, ampak jaz mislim, da bi bila tukaj pobuda predvsem, da bi se poskušala ministrstva uskladiti in da bi mogoče tole policijsko uro, ne vem, a je res tako pomembno, da je lih ob 9 zvečer, da bi se jo prav zaradi tega, ker se nekako odpira, tudi to premaknilo vsaj za urco in pol, da lahko tudi rekreativci brez nekega strahu pridejo domov. Toliko bi jaz imel, za drugo pa hvala, ker je bilo lepo pojasnjeno in upam, da bo šport, bom rekel, pozdravil in preskočil tole korono. Hvala. Bi kdo od cenjenih gostov kaj dodal tukaj ali, gospod inšpektor, povejte. Hvala, nisem sicer hotel, ampak hvala za pobudo, bomo tako rekli. Nismo pa mi tisti, ki o tem odločamo, nobeden izmed nas. Jaz sem prepričan, da direktorat, ki zelo aktivno sodeluje tudi z drugimi ministrstvi, bo predlagal te zdaj, oziroma bomo vsi skupaj predlagali, odločitev pa nekje drugje. Tako da razumemo pa pobudo, je absolutno na mestu, strinjamo se z vsem povedanim, vendar na koncu smo mi samo tisti, ki dejansko izvršujemo to zadeve in gre za odloke od nekoga drugega. No. Tako da bomo pa sigurno sporočili to zadevo naprej, glede na to, da je tudi veliko število ljudi danes to posluša, sem prepričan, da bo tudi kdo drugi še to slišal in da je postopno zadeva šla tudi v to smer. No. In ni vrag, da kmalu tudi te ure ne poteptamo. Gremo naprej. Rokometaš je bil v naših vrstah, naslednji ima rokometni priimek, ni sicer Darko, rokometni sodnik, ampak Janko Repenšek. Gospod Repenšek, dober dan, izvolite. Se slišimo, gospod Repenšek? No, dokler se on priključi, da izkoristim par sekund, da odgovorim na eno vprašanje, ki je bilo vezano na to, ali osebni trener mora prav tako imeti negativni test na COVID-19. Da, seveda vsak strokovni delavec v športu, ki dela z vadečimi, mora imeti negativni test, ki ne sme biti starejši od 7 dni. In drugo vprašanje je bilo vezano za uporabo garderob in sanitarij oziroma tušev. Uporaba sanitarij in tušev ni prepovedana, je pa potrebno res dosledno upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zato ker gre za prostore, v katerih je tveganje za prenos okužbe toliko večja, ker se v njih zbira veliko ljudi, če se uporabljajo. Torej, ali spoštovati priporočila dobesedno in dosledno, ali pa raje onemogočiti uporabo tušev in garderob. Dobro, in Janko Repenšek je že z nami, če dobro vidim. Dober dan. Ja, pozdravljeni. Jaz prihajam iz Logatca in sem podpredsednik športnega društva, kjer smo predvsem starejši, se pravi populacija nad 50-65 let. Mi izvajamo vadbo prstometa, ne vem, če kdo to pozna, v športni dvorani, imamo tiste ploščke, plus tega pikado in te stvari. Kako je pa s tem? Se pravi, če sem vas razumel, sprašujete, ali se lahko družite ob igranju pikada? Ja, odlok o omejitvi gibanja in združevanja ljudi v tem trenutku dovoljuje združevanje ljudi do 10, pri čemer je treba v zaprtih prostorih seveda upoštevati, da je obvezna uporaba mask. Zdaj, glede na to, da naj bi se to lahko razumelo kot druženje in ne kot neka športno-rekreativna dejavnost, se mi zdi, da je treba pač tudi ta določila pol upoštevati. Se pravi, odlok vam omogoča, da se do 10 dobite v nekem prostoru, ampak morate upoštevati pa tisto, kar je tudi z drugimi odloki opredeljeno, se pravi nošenje mask in tako naprej. Tisto, kar je bilo povedano že do sedaj v teh predavah.
v tem primeru je tudi intenzivnost vadbe takšna, da dovoljuje uporabo maske. In to je vizavi tistega, če ste v dvomih, si nadente masko, torej v tem primeru, se pravi pri nizki intenzivnosti, vsekakor pri pikadu lahko imamo masko gor. Ne glede na to, zunaj, znotraj v bistvu zdaj pri tem, ampak tle je res intenzivnost tista, ki narekuje, seveda pri neki visoko intenzivni vadbi pa to, tudi maska zgubi svoj pomen, ker se toliko navlaži, da ni več, ne služi namenu, tako da tle ta konkreten primer pikada v zaprtem prostoru, absolutno masko gor, sploh glede na to, da gre za starejšo populacijo, ki je že tako bolj ogrožena in dovzetna za te okužbe. Hvala lepa. Hvala vam, gospod Repenšek. Z izjemom doktorice Mojce Dupona smo sami fantje danes tukaj, zato mislim, da bi bilo prav, da v družbo spustimo tudi, upam, da je dekle Mišel. Mišel, dober dan. Zdravo. Zdravo. Jaz imam pa eno vprašanje. V bistvu sem že prejšnjo predavanje poslušala in tam je bilo rečeno, da lahko trenirajo vsi športniki, registrirani športniki starejši od 12 let, kar pač pove zakon o športu. Zdaj me je po bistvu malo zmedlo to, da lahko tudi mlajši trenirajo, ne? In zdaj je moje vprašanje sledeče. Torej, vsi športniki, ki so registrirani in mlajši od 12 let, ali oni lahko trenirajo ali ne? Glejte, zakon o športu pravi, da je športnik tisti, ki je vpisan v evidenci registriranih športnikov. Se pravi, mi lahko pogovorno govorimo o športnikih in rekreativcih ali pa rekreativnih športnikih, kar želimo, samo zakon je jasen in odlok se navezuje na določilo iz zakona. Se pravi, športnik je lahko tisti, ki je registriran in tisti, ki je registriran in odlok dovoljuje glede na stopnje in glede na tip športnika, kakšno športno vadbo lahko izvaja. Vse ostalo, se pravi, vsi ostali, ki niso športniki, pa se lahko poslušujejo inštituta športno-rekreativne vadbe. Upam, da je zdaj jasno. Aha, se pravi, ja, letnik 2-9 in mlajše registrirane športnice in športniki lahko trenirajo, če sem razumela. Lahko jaz tukaj dodam. Tukaj moramo biti pozorni, kakšen program se izvaja. Če se izvaja nek tekmovalni trening, potem pač ti otroci mlajši ne morejo tega izvajati. Okolikor je pa rekreativna vadba teh mlajših, pa lahko, ne? Če neko rekreativno družbo bo organiziralo za 11-letnike po vseh teh smernicah, rekreativno vadbo verjetno lahko. Ja, tukaj pač govorimo recimo o rokometašicah, ki bi trenirale v dvorani neko individualno vadbo, seveda razdalja, brez rekvizitov, vsaka svoj rekvizit. Ne, zato ker ste pač registrirana, vaše društvo je registrirano za tekmovalno dejavnost. Zdaj ste mi odgovorila, hvala. Lahko mogoče strokovnega vidika se tu oglasim. Jaz mislim, da tukaj ne more biti ločnica to zdaj, ali če trenirajo tekmovalno ali netekmovalno. Meni se zdi logična razlaga v tem primeru, da seveda tudi ti športniki, športnice lahko izvajajo vadbeni proces pod pogoji, ki so pač dani. To jaz gledam iz strokovnega vidika, ki mislim, da v tem primeru bi moral biti upoštevan. Tu ne bi smeli se zdaj ločevati, ali gre za športno-rekreativen program ali pa gre za program, tako imenovan po zakonu o športu, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni vrhunski šport, in apeliram tudi na ministrstvo, da tako razlaga tovrstne določbe, ker bi bilo nenavadno, da bi isto starostno skupino ločevali zdaj, ali je program deklariran kot prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ali pa športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Hvala lepa. Mislim, da je znan športni obraz naslednji. Stanislav Pinter, dober dan, dobrodošli v naši družbi. Kaj vas muči? Stanislav, ste z nami? Tukaj. Izvolite. Lepo pozdravljeni, torej slišimo se. Najprej priklon
vsem tistim, ki ste dali pobudo in realizirali to pobudo, da se danes na tole nedeljo pogovarjamo in na ta način olajšamo vsem tistim, ki bodo jutri šli v akcijo, da z manj razmišljanja in več telesne aktivnosti zaženejo svoj motor, ki je že dolgo v fazi pripravljenosti. Pobuda pa je pač taka, ki se veže na mojo dejavnost, ki sem jo dolga leta opravljal, torej ex-namestnik ambasadorja za šport, strpnost in fair play Republike Slovenije. Predfaza ljubezni je zaljubljenost, in danes je Valentinovo dan zaljubljencev in takrat dostikrat glava ne razmišlja, Tukaj pri tej dejavnosti, ki se bo pa jutri legalno začela, bo pa treba tudi malo razmišljati, pa vendarle še vedno srce. Zato predlagam, da nismo samo odgovorni do pravil, ki so jasno zapisana, ampak da tako kot pravi športniki upoštevamo fair play. Spoštujemo ne samo zapisane stvari, tudi tiste nezapisane. Potem se ločimo med seboj tisti, ki smo športniki z veliko in tisti, ki športajo, da pač preženejo malo časa ali pa, kot je danes lepo povedal gospod Slokan, slalomirajo. Torej, slalom je umetnost, vendar je slalom tudi način, kako zmanjšaš hitrost. Prehudo bi bilo takoj iti na smuk. Zato predlagam, da morda med veleslalomom in super veleslalomom upoštevamo fair play in ne izigravamo tisto, kar je določeno za varnost nas samih in tistih, s katerimi se bomo srečali na športnih ali pa naravnih prizoriščih. Pa veliko, veliko radosti in srčnosti tudi jutri, ko ne bo več Valentinovo. Srečno z Dolenjske. Čudovito povedano, gospod Pinter. Hvala lepa, ker ste se oglasili. Končali pa bomo, ne vem, upam, da Gregor, si hotel kaj dodati, glede na to, da te vidim? Ne, hvala. Sem samo z veseljem spremljal Stanetov prispevek. Odlično. Končali pa bomo, upam, da s plesom, če se ne motim, Zoran Kljun, dober dan. Gospod Kljun. Sem se odmutal. Tukaj ste. Bomo končali s plesom. No, lepo, hvala lepa, da ste mi dali besedo. Jaz bi to želel glede rekreativnega področja tudi povedati, da prav tako, kakor je plesno področje tekmovalno zelo uspešno in organizirano, je tudi rekreativno. Mi imamo že več kot 15 let tudi projekt Slovenija pleše, razgibam življenje in preko 15.000 odraslih pleše. No in hočem to povedati, da je program, v katere so vključeni te odrasli plesalci, ženske, moški, da je zelo dodelan, da so vaje zelo specifične, stalno se nekaj dopolnjuje in kaj je bistvo, da vadbene skupine oblikujejo ljudje, ki hodijo 5, 10, 15 let. Isti ljudje, isti. In zato bi jih lahko šteli kot mehurček, ker to so mož pa žena, pa mož pa žena, pa mož pa vedno so skozi isti leta in leta. No in če bi še dodali to testiranje, pa vse te pogoje zraven, jaz mislim, da ni problem, da se smatra taka skupina 10 parov, kakor 10 oseb, ker so to čisto specifični, vedno isti ljudje. Ne, to je bil point, zakaj sem se javil. Gospod Kljun, hvala lepa. Gospod Mikić, bi kaj dodali tukaj? Glede tega predloga, kar se tiče plesa, da so ljudje iz okolij, kjer se družijo že toliko let, gospoda Kljuna. Ja, mi bi si tudi želeli, da bi bilo to možno, ampak omejitve so tukaj in zdaj takšne, kot so, predvsem iz dobro znanih nam razlogov. Mi bi si želeli, da s takimi trendi uspešno kot družba nadaljujemo in v kratkem tudi napredujemo do rumene in potem na koncu do zelene faze. V tem trenutku apeliram in prosim vse, bodimo
še malo strpni, dajmo potrpeti, s ponedeljkom se odpre šport, držimo pesti, da bo take pozitivne kazalnike šport ohranil in potem ne vidim nobenega problema, da se v začetku marca, če se bo ta krivulja še naprej lepo, če bo padala, da bomo tudi prišli do tega, da se bomo lahko ob plesnih korakih tudi stisnili v plesni šoli ali pa v krožku, kjer radi plešemo že veliko let. Saša, če smem jaz tu še eno misel dodati. Mi kot stroka si bomo vsekakor prizadevali, da poiščemo posebne pogoje za ples in pa za borilne športe. Že prej smo govorili okrog tega, da bi morebiti bila rešitev podobna kot je za tekmovanja, da bi za to vrstne športnike veljalo, da ves čas vadijo v parih, ki so enaki in da se zaradi tega bližnjega stika uvede tedensko testiranje. Tako da stroka si bo zavzemala sigurno za odpiranje tudi tega dela športa. Odlično, mislim, da bomo gospoda Kljuna zelo zadovoljili že s tem, da sedaj, ko se poslovimo, zagrabimo vsak svojega najdražjega, svojo najdražjo in odplešemo en centiš. Prišli smo do konca. Z nami so bili Mojca Dupona, Zvezdan Mikić, Gregor Jurak, Vedran Hadžić in Simon Slokan. Najlepša hvala za vse. Hvala tudi vam, dragi obiskovalci. Naj povem, da niso mogli strokovnjaki na vsa vaša vprašanja odgovoriti, bodo pa poskušali morda še v nadaljevanju. Namreč vprašanja in odgovori bodo dostopni tudi na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Tam bodo tudi dodatna pojasnila za vse vas, ki ste morda izpustili delček tega našega predavanja oziroma okrogle mize. Šport na koncu koncev zmeraj zmaga in prepričan sem, da bo tudi tokrat, ne glede na to, ali gre za tekmovalni ali za rekreativni šport. Cenjeni gostje, najlepša hvala za vsa pojasnila in nasvidenje. Nasvidenje, gremo v naravo. Hvala, srečno. Saša, hvala. Čau.